Čas je za nogomet, čas je za Prvo ligo Telekom Slovenije, čas je za tekmo Domžale Bravo. Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dober dan in dobrodošli v naši družbi. Le še 3 tekme so pred nami in slovenskega nogometnega leta 2020 bo konec. Dolgo ga bomo pomnili zaradi koronavirusa, ki je tudi slovenskim prvoligašem pošteno zagodel. Tudi tako, da se prvič v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije Nardin Mulah Husejnović, ki je zadel proti Taboru za Koper. Zdaj priložnost Svetlina in brani Vekić. In zdaj Karić na drugi strani. Predložek v sredino, tam je sam Jakupović, strel z glavo. Karić in Svetlin, dobra akcija. Karić, zdaj priložnost za podajo in kaj je tam zgrešil je. Žogo Kolobarić, klubov Ibričić ima veliko prostora, podaja v sredino priložnost in kaj je zdaj rešil Vekić po prvi polovici prvega polčasa. Žinić, priložnost za Domžale, Jakupović in znova Vekić. Nazaj do Karića. Dobra žoga, priložnost in brani znova Vekić. Vendar zbija. Pa znova napaka, Kidrič priložnost, mimo gola. Na obeh tekmah je Bravo premagal Domžale, na prvi tekmi v prvem krogu z golom v zadnji minuti. Zdaj Kidrič in lepa priložnost brani Sorčan. Če se ozremo nazaj za celotno obdobje, bi lahko iskali razloge v razmerah, v katerih smo se skozi celotno obdobje od začetka priprav, od julija meseca znajdli, kjer smo bili dejansko 3-krat izolirani v karanteni. In po teh razlogih bi lahko rekel, da smo zadovoljni po prikazanem, po vsebini pa sigurno, da nismo ne jaz, ne igralci, kajti na igrišču smo prihajali v situacije, kjer bi lahko dejansko osvojili vsaj 5-6 točk več. Ampak veseli ta vsebina, ki je bila prikazana. Tudi na današnji tekmi se je to potrdilo, da smo imeli dober ritem, dobro energijo, vendar nažalost neučinkoviti in kot nas je v celotnem obdobju, nas je tudi na tej zadnji tekmi koštalo tega, da nismo osvojili vseh 3 točk. Je v redu, 22 točk s tekmo manj in solidna zaloga točk pred zadnjim mestom, tako da moramo biti zadovoljni s točkovnim izkupičkom, sploh pa serijo zadnjih 6 tekem, ko smo bili rezultatsko res uspešni.